Na odkrivanje jesenskih kraških okusov vabi mesec kraške kuhinje. V prvih dneh novembra pa še niz dogodkov s skupnim naslovom Martinovanje na Krasu. Tradicionalna dogodka v barvito kraško jesen prinašata številne priložnosti za druženje ob okušanju značilnih kulinaričnih dobrot in lokalnih vin. Tako si torej v teh dneh lahko namenite dan za kraške okuse. Posebej bi izpostavili turistično kmetijo Škerl v Tomaju, kjer vas razvajajo s kraškimi dobrotami. Mi gledamo, da tudi prašički tudi pri nas rastejo. Mi jih konec februarja, začetku marca kupimo, nimamo svin, katere bi valila. Jih kupimo vsako leto v vaneči, male med 60-70 kilami, potem jih redimo na večje kilaže, tam okoli 220 do 250. Tako da pršut rabi 3 leta do 4 leta, odvisno od velikosti zorjenja, sušenja. Pršut gre v začetku suho soljenje, cirka 1 mesec, potem ga operemo, damo, da se osuši v poper in nato štartamo z zorjenjem oziroma sušenjem pri točno določenih temperaturah, vlagah, tako da ta prostor je pa nekako 400 let star. Nekako naravni pogoji so čez celo leto konstantni, tako da potem rata izdelek nekaj drugačnega, bi rekel, nekaj posebnega. Pršut treba z roko prijeti, ne z pribolom, z vilcami. Pravi degustatorji ga raztrgajo, takole, da se vidi, kako se trga, če je dozorel. Najprej maščobo, ker je bolj mastnega. In se guštira. Opa. Prsto se mora prijeti. Moš tih stopiti, tako da tisti je pravi pršut, ne? Tako. Razkošna malica je odličen uvod v lep dan na Krasu, ki se nadaljuje z ogledom gradišča Debela Griža. Sprehod po Volčjem gradu postreže s čudovitimi pogledi na utrjeni zgodovinski obroč in jesenske barve trte, ki napolnijo dušo. Debela Griža v stanju, kot ga bomo videli danes, predstavlja eno obzidje, katerega celotna dolžina je 1 kilometer in 100 metrov. Gre za srednje veliko gradišče na Krasu. Imamo tudi mnogo večja, eno zelo veliko je nedaleč od tega v Svetem pri Komnu. Je bistveno večje, vendar tako zaraščeno, da če vas jaz peljem tja, če vam ne bom z roko pokazal na kamne, jih ne boste več videli. Največje gradišče, ki je dokumentirano, se nahaja na hribu Grmada. Grmada je hrib, ki je v Prvi svetovni vojni zapiral prodor Italijanom proti Trstu, skrajni južni del Soške fronte. Kakor boste lahko videli, to obzidje je še danes med 2 in 8 metrov debelo in tudi v nekaterih delih 8 metrov visoko. Se pravi, gre za zelo velik objekt. Mi smo ga z vsemi možnimi tehnikami raziskali, predvsem neinvazivnimi, se pravi, ne radi kopljemo ali brskamo. Se pravi, uporabljamo vse, kar nam danes tehnika omogoča, da vidimo, kaj je kje, brez da kopljemo. Med drugim smo tudi izmerili volumen tega zida. Se pravi, volumen kamenja na tem gradišču je 60 000 kubičnih metrov. Zdaj, to vam lahko niti ne pove dosti. Ampak predstavljajte si, da je Črnokavski most, ki ga več ali manj vsi poznamo, ima 50 000 kubičnih metrov materijala. Pa vedeti morate, da takrat ni bilo ne kamionov, ne kopačev, ampak vse, kar tukaj vidite, je moglo biti na roke skopano, pa sem prinešeno, pa še nekaj bomo videli v gradišču. To kamenje, ki sestavlja obzidje, ni bilo izkopano neposredno ob obzidju. Veliko zanimivih novih spoznanj boste doživeli na gradišču Debela Griža v Volčjem gradu. Volčji grad je imel 2 kamnoseški delavnici in praktično cela vas je od tega živela. Eni so bili kamnarjevi, naravno, in drugi so bili mrškovi. Obe domačiji bomo zdaj šli mimo na hitro skozi vas, da vidite, kje sta ti 2 domačiji. Ekonomija kamnarska je pa delala tako, ene vasi so bile kamnoseške, ene vasi pa so bile kamnolomske.
Se pravi, drugačno znanje je bilo potreba, da so ta kamen zrili iz zemlje in ga pripravili v ene grobe oblike. Potem, se pravi, ti so bili kamnolomci, javarji po kraško, drugi so bili pa kamnoseki, se pravi tisti, ki so delali kamnite elemente. Volčji grad je bila ena od zelo znanih kamnoseških vasi. Veliko vasi, cerkva okoli po Krasu ima elemente kamnoseških mojstrov iz Volčjega grada. Pravijo, da Slovenci o besedi Kras najprej pomislimo na pršut in teran. Ob edinstveni naravi pa se zdi okušanje kraških dobrot še posebej mamljivo. Z nami je Katja Kralj, vodja turizma na destinaciji Kras Brkini. Kras je v teh dneh še posebej čaroben. S čim vse bi nam ga predstavili? Ja, v jesenskih mesecih smo povezali kljub tej izredni situaciji kar 41 turističnih ponudnikov, ki bodo cel mesec do 21. novembra ponujali različne degustacije, to je v sklopu meseca kraške kuhnje in martinovanja. Poudarek bo seveda na lokalnosti, na lokalnih sestavinah. Tako da novost letošnjega že tradicionalnega dogodka mesec kraške kuhinje v bistvu so dnevi odprtih vrat, to soboto in naslednjo soboto, kjer bodo ponudniki lokalnih dobrot odprli svoja vrata in doživetja, to je prazgodovinski dan, kjer smo tudi trenutno, in pohod na kokoško s kulinariko. V sklopu martinovanja, ki se bo odvijala od 5. do 14. novembra, bodo pa ponudniki vinarji predvsem odprli svoja vrata in na turističnih kmetijah bomo imeli martinovanja. Poleg tega bomo v bistvu na destinaciji organizirali tudi različne dogodke, to je v Štanjelu, v Sežani, Dutaljah in v Pliskoci. Zakaj torej priti na Kras? Ja, Kras je posebej jeseni je edinstven v barvah, tudi naš slogan je Spoznajte naše prave barve. Tako da letos vabimo predvsem obiskovalce, da si vzamejo dan zase, dan za kraške okuse in v bistvu spoznajo to edinstvenost Krasa. Za zaključek konca tedna pa vabijo na vrhunsko kulinariko in degustacijo v Špacapanovo hišo v Komnu, kjer mlada generacija uspešno nadaljuje družinsko tradicijo. Mi se bomo že trudili, da bomo imeli tako vrhunsko kulinariko, ampak če pa nimamo še vsega tega zraven, pol ne moramo živeti. In mi moramo kot destinacija se prezentirati in peljati zadevo naprej. Torej, zakaj priti na Kras? Zakaj priti na Kras? Zato, ker imamo dost dobrih zadev in če boste šla v mojo klet, jaz dajem vedno poudarek za vinarji na Krasu. Mi že na Krasu imamo en cel kup odličnih vinarjev in prezentiram, prodajam več ali manj, seveda vi ste pili danes naša vina, ampak če nekaj greste k nam na, bom rekel, dolg degustacijski menu, za ta boljšo vinsko spremljavo je v večini, imam noter krašovce. In na Krasi nimamo samo dobre vinarje, imamo dobre sirarje, imamo dobre čebelarje, imamo fantastične jame, imamo odlično kolesarjenje, se pravi kombinacija, mi imamo ogromno, bom rekel, ljudi, ki prijo k nam, ki si želijo kolesariti. In več, kaj je takih dobrih zadev na Krasu, več bo dobrega kruha za vse. Ne? Hvala. Organizatorji letošnjih kulinarično-vinskih dogodkov so povabilo na Kras strnili v dva preprosta zgovorna stavka. Dan zase in dan za kraške okuse. Jesen na Krasu s tem nagovorom vabi k obisku gostiln, vinarjev, turističnih kmetij in ponudnikov lokalnih dobrot, ki v ospredje postavljajo lokalno pridelane sestavine. In ja, res je, Kras je jeseni najlepši.